Dobrodošli in lepo pozdravljeni, predsedniki, kar prosim, da podate izjave po današnji seji KZO. Ja. Današnja seja koordinacije zdravniških organizacij je bila nekoliko posebna v tem, da smo na daljši pogovor povabili zdravnike iz osnovnega zdravstva, da bi nam skupaj pomagali predstaviti zahteve zdravništva, ki so vedno bolj enotne in poenotene, in smo tudi zato povabili pogajalca, ki se v imenu Zdravniške zbornice Slovenije pogaja za splošni dogovor, to je primarij Dejan Klančič, ki bo lahko tudi kaj na to temo povedal. Sicer pa smo tukaj predstavniki poleg zbornice tudi strokovnega združenja zdravnikov in zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov. Potem je profesor dr. Komadina iz Slovenskega zdravniškega društva in FIDES pa zastopa dr. Damjan Povh. Vsi bomo na kratko povedali, o čem smo se danes pogovarjali in kaj menimo, da je potrebno za to, da bi naš zdravstveni sistem nekako se ujel, da ne bi drvel proti razpadu. Menimo, da je na eni strani čas, da se res združimo in pokažemo svojo moč, predvsem v tem, da pokažemo, da je edino organiziran in dobrovoden zdravstveni sistem tisti, ki bo zagotavljal kakovostno in zdravstveno varstvo, in k temu lahko prispevajo standardi in normativi. In vztrajamo pri tem, da se ti standardi in normativi uvajajo. Prepričani smo, da je to uresničljivo in da vsi za tem tudi stojimo. Drugi vidik, ki bi ga danes radi izpostavili, je, da je ureditev oziroma izboljšanje pogojev v osnovnem zdravstvu tisto, ki bo pomagalo skrajšati čakalne vrste. In to sta ti dve osnovi, s katerimi gremo v pogajanja za aneks 2, pri čemer vemo, da je aneks 1 k splošnemu dogovoru bil nekaka teorija, kako bi se naj stvari urejale, aneks 2 bo pa moral ponuditi izpeljavo. Tako da jaz bi tu zaključila, bi prosila kolege, da dodajo, kdo bo naslednji. Profesor Komadina. Naj k tem vsebinskim pomislekom dodam še časovno dinamiko. Zdravniške organizacije smo bile sprijete oktobra 2018 v kabinetu predsednika vlade. Sprejel nas je njegov sekretar gospod Urlep, ki je ugotovil, da je prioriteta te vlade reševanje teh zadreg v zdravstvu, ki trajajo že leta predolgo, in da se bo to reševalo prioritetno. Pred nekaj dnevi smo brali v časopisju, da je to ponovno sporočeno kot sklep vladnih strank, vendar razen vzklikanja gesel nekega premika še ni bilo. In zdravniške organizacije, ne samo zdaj na nivoju pogajanj za aneks 1 in za aneks 2, menimo, da je zdaj absolutno minil ves čas, ki smo ga še imeli za to, da bi sistem javnega zdravstva ohranili pri življenju. In tisti, ki zavirajo te spremembe v zdravstvu, z javnim sporočanjem, da se borijo za ohranitev javnega zdravstva, z zaviranjem teh potez ravno to javno zdravstvo pospešeno razgrajujejo. Danes smo imeli na našem sestanku v gosteh predstavnike zdravnikov iz zdravstvenih domov oziroma z primarnega nivoja. Tukaj ne gre samo za družinske zdravnike, ampak gre tudi za pediatre na primarnem nivoju, za ginekologe na primarnem nivoju in tako naprej. In ko so nam posamične probleme predstavljali, je bilo tako tragikomično slišati, kako se sistemske napake, ki so nastale za nenehno hipernormiranjem dela zdravnikov, pojavljajo v sistemu, jih ta birokratski sistem ne dovoli popravljati. In zato imamo te strašanske, neenakomerne obremenitve in mestoma po Sloveniji preobremenitve,
zaradi česar nam zdravstveni sistem zdaj res poka. In pričakujemo, da bo sporočilo vlade, da je zdravstvo zdaj prioriteta, rezultiralo v rešitvi v nekaj mesecih. Od leta 1992 smo v grobem na nespremenjenem položaju. Hvala. Ja. Dobar dan vsem skupaj. Pri Fidesu opažamo, da so zdravniki širom Slovenije z odobravanjem sprejeli uvedbo standardov in normativov v delo zdravnikov. Čutijo kot veliko olajšanje in kot umirjanje dela s pacientom. Skratka, standardi in normativi smo hoteli vzpostaviti normalnejši odnos s pacientom, več časa za njegovo obravnavo, ki naj bi bila celovitejša in s tem pripomogla, da bi manj pritiskali na sekundarno in terciarno raven. Skratka, z reševanjem teh problemov na primarni ravni bi z uvedbo standardnih normativov v polni meri pripomogli k tudi skrajševanju čakalnih dob, kar je ena od parol sedanje, pa še prejšnje vlade, pa še kakšne še prej. Tako da veseli smo pozitivnega odziva in tudi v nekaterih sredinah so direktorji konstruktivno pristopili k reševanju akutnih problemov in taki primeri bi lahko postali splošni in mislim, da bi se dalo v relativno kratkem času zadeve reševati. Zdravnike moramo spodbujati, poklic družinske medicine je zelo lep, širok, ohranja stik s pacientom dolga leta. Skratka, treba popularizirati to vrsto poklica in ravno z temi standardi in normativi, ki so namenjeni predvsem mirnejšemu varnemu delu in pa boljše obravnavi pacienta, želimo ta poklic zopet povrniti nekdanji ugled. Še doktor Glavnik. Hvala lepa, tudi v mojem imenu lepo pozdravljeni. Jaz bom skušal biti zelo kratek, pa bom malo tudi povedal o tem, kar smo danes, ko smo skušali poenotiti svoje zahteve, se dogovorili. Zdravniki smo odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti. In ker smo odgovorni, smo dolžni spremeniti zdravstveni sistem, ker saj sam osebno dvomim, da je to politiki resnično v interesu. Danes smo tukaj pravzaprav imeli predstavnike tako družinskih zdravnikov, pediatrov, podobni problemi so v ginekologiji, o sekundarju nekaj zelo na kratko kasneje. Poenotili smo se, da je pravzaprav v aneksu 2 nujno doseči 100% plačilo opravljenih storitev pri glavarinskih količnikih 1895, kar je bilo v prvem aneksu k splošnemu dogovoru za letošnje leto dogovorjeno. Pediatri imamo še določene dodatne zahteve, ki so iz naslova tega, da se razlikujemo pri določenih rečeh od družinskih zdravnikov. Težko je to razložiti širši javnosti, vendar mi številne stvari počnemo sedaj in smo jih že v preteklosti za manj denarja kot podobne stvari počnejo družinski zdravniki. Še nekaj na temo tudi regresijske lestvice je bilo govora, ampak to so malenkosti, ki jih lahko pojasnimo tudi kasneje. Naslednja stvar so sekundarni zdravniki. To so kolegi, ki opravljajo ambulantne storitve, ortopedi, internisti, okulisti, dermatologi. Tem je v bistvu splošen dogovor letos prenesel bistveno više zahteve po prvih pregledih, kar naj bi skrajšalo čakanje na prve preglede. Vendar seveda to v številnih primerih pomeni, da kolegi, ki so do zdaj skrbeli za določene paciente, za te paciente več ne morejo strokovno skrbeti, ker številni starejši kronični pacienti potrebujejo pregled pri kardiologu vsako leto. Če mora kardiolog letos narediti 2,5-krat več prvih pregledov kot v preteklem letu, pravzaprav to pomeni, da številnih svojih kroničnih pacientov ne more oskrbeti v skladu z strokovnimi načeli, kar je njegovo poslanstvo iz vidika odgovornega nosilca, kar sem v začetku povedal. ZZZS in politika je v splošnem dogovoru letos
na številna področja pravzaprav prinesla dodatno omejevanje ustreznega strokovnega dela kolegov, ki jih tukaj zastopam. To so pa zasebni zdravniki in zobozdravniki. Seveda smo se pogovarjali tudi, kaj bomo storili, če v aneksu sprejete rešitve ne bodo ustrezne. Za družinske zdravnike je 100% plačilo pri 1895 glavarinskih količnikih in vse ostalo, kar delamo več, vsi, ki imamo velike glavarine, da bi bilo plačano posebej, eksistenčni minimum, da pravzaprav odstopijo od odpovedi, s katerimi so zagrozili in jih je aneks 1, s katerim je vlada kupila čas, zamrznil. Zasebni zdravniki, ki imamo koncesije, ki delamo za javna sredstva, pa intenzivno razmišljamo, kako se bomo kolegom, ki bodo dali odpovedi, če ne pride do ustreznih rešitev v aneksu 2, pridružili za načinom, da bomo prekinili sodelovanje z ZZZS-jem. Pripravljamo se in če bo potrebno, bomo naredili tudi ta korak, ker mislimo, da nadaljevanje dela v obliki, kot ga počnemo sedaj, ni več takšno, kot si ga naši pacienti zaslužijo. Zahteve zdravništva, ki sem jih na kratko predstavil, da se jih seveda bistveno daljše, so osnova za varno, strokovno, kvalitetno in dostopno oskrbo naših pacientov. Tudi sam sem pacient, trdim, da si v evropski državi Sloveniji, to povem zdaj že vsaj 5. na tiskovni konferenci, ljudje, pacienti si v naši državi zaslužimo evropsko zdravstvo, ker smo v evropski državi. Pa bom samo še na hitro zlorabil položaj, pa nekaj povedal o aferi, ki se zadnje dni vali po medijih. Velika znanost se dela iz vodenja naročilnih čakalnih knjig za napakami, ki so bile narejene. Vse to je treba ukiniti. Ta denar, ki se je porabil za e-zdravje, bi se bistveno pametneje porabil drugače. Stopnje nujnosti, vse ostale, kot je nujno in redno, je treba ukiniti, ko bodo stopnje nujnosti za pregled nujno, kar je nekaj, kar ne moreš čakati, in pa redno. Številne čakalne knjige odpadejo. Sam sem bil prisoten na enem nadzoru pri kolegici, ko je inšpektorica prišla gledati, ali ustrezno vodi v vrhunski sekundarni ustanovi čakalne knjige, ima zaposleno srednjo medicinsko sestro, da samo čakalne knjige vodi in polovica diplomirane ji pomaga, da so čakalne knjige ustrezne, dela pa to na velikanskem 17-inčnem monitorju, da ima vsaj 1/3 tabele za enega pacienta čakalne knjige na eni strani. In še, ko inšpektorica pride z izpisom 40 strani in reče, veste, v 17. koloni, v 6. vrstici bi moralo pa tak pisati. Veste, to so brutale, to več ni normalno zdravstvo, to več ni sistem, kjer bi zdravnik skrbel za ustrezno strokovno delo, ampak skrbimo za to, da so papirji ustrezno zloženi in kvadratki in okenca v naročilni knjigi ustrezno zapisani. To nima veze z medicino in pacienti si tega ne zaslužijo. Hvala. Ja, jaz bi prosila še primarja Dejana Klančiča, ki vodi pogajanja, letos je namreč organizator teh pogajanj za splošni dogovor Zdravniška zbornica Slovenije in on kot predstavnik zbornice v teh pogajanjih sodeluje. Dobro bi bilo, če bi nam povedal, kako ta pogajanja za aneks 2 v resnici potekajo in ali je kaj možnosti za uresničitev zahtev zdravnikov, tudi teh, o katerih smo se danes pogovarjali. Kot veste, je prvi korak za aneks 2 za nami, ki pravzaprav ni prinesel uskladitev partnerjev v dogovoru na večino področjih. Čaka pravzaprav na nadaljnje usklajevanje teh predlogov rešitev 27. junija arbitraža. V tem času potekajo nekateri usklajevalni sestanki, ni mogoče govoriti v tem momentu o tem, da bi do sedaj dali kakšne pomembne rezultate v približevanju stališč. Tako da je tudi od arbitraže 27. junija pričakovati kar precejšnje kresanje mnenj in drugačnih stališč, predvsem na strani plačnika in pa seveda izvajalcev. Ali obstajajo kakšne večje možnosti za približevanje predvsem dveh področij, o katerih se je danes že govorilo, se pravi ustreznem financiranju osnovnega zdravstvenega varstva po eni strani in seveda zmanjševanju
čakalnih vrst neposredno z razpisom dodatnih programov na sekundarnem in terciarnem nivoju, je tudi nemogoče reči, ker ni bilo konkretnih številk v času do sedaj mogoče uskladiti. Tečejo intenzivna dogovarjanja med partnerji. Pričakujemo, da se bomo do 27. junija še srečevali in poskušali nekatere zadeve do takrat le dogovoriti. Sicer pa ostajajo stvari odprte in če bodo ostale odprte tudi na arbitraži, bo seveda o večini vprašanj in nadaljnjem financiranju morala odločiti vlada. Hvala lepa. Mi smo kolege zdravnike iz Primarja tudi vprašali, kaj se bo zgodilo, če aneks 2 do 1. septembra ne bo začel veljati. Njihovi odgovori so bili precej jasni, nedvoumni, da bodo dali odpovedi in da so pripravljeni iti ne samo iz svojih služb, ki jih imajo, ampak zapustiti tudi medicino. Se pravi, da bodo sploh šli iz zdravstvenega sistema. In tako se nam kaže ena precej strašljiva možnost, da bodo zdravniki začeli številčno izstopati ne iz plačnega sistema, kot je zahteva strani Fidesa, ampak izstopati iz sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da bodo delovali na trgu in bodo k njim prihajali tisti pacienti, ki bodo bodisi plačevali storitve iz žepa ali pa se zavarovali preko posameznih zdravstvenih zavarovalnic, ki se v tem času že formirajo. Tako da je bodočnost oziroma odločitev o tem, kakšna bo bodočnost zdravstvenega sistema na vidiku prav kmalu še do konca tega leta. Vprašanja? Se pravi, če sem prav razumela, tisti minimum, ki ga zahtevajo zdravniki z aneksom 2, je 100% plačilo 1895 glavarinskih količnikov. Tako je. Pa poleg tega še kaj? Dodatno plačilo vsega tistega, kar človek naredi več, pa posebej plačano. Se pravi, 100% plačilo je za 1895, kar pa delaš več. Torej, vi rabite pleskarja, zdaj vam je pleskar 3 stene prebarval, pa ste mu plačali, 1 stena vam je barval zastonj v vsaki sobi, zdaj pa pač pleskarjev se je malo zmešalo, pa želi, da še mu 4. steno plačate. Zelo preprosto. Tle je tudi mesto za tako imenovani variabilni del plače, ki je kot priloga te aneksa 10 k kolektivni pogodbi. Uvodoma ste tudi, gospod Povk in gospa Čepeček Travnik omenili, da so standardi in normativi, ki se uvajajo, da so uresničljivi. Strani direktorjev zdravstvenih zavodov, združenja zdravstvenih zavodov pa je slišati opozorila, da pač je trenutno premalo zdravnikov, da bi to bilo mogoče takoj zdaj. Kakšen komentar na to, kdaj, mogoče kakšna časovnica, mi ne trdimo, da je to uresničljivo zdaj. Prepričani pa smo, da je uresničljivo v relativno kratkem obdobju in nekateri zdravstveni domovi ali pa zdravstvene ustanove so se tem standardom in normativom že prilagodile. Tako da ni neuresničljivo. Torej, tisti, ki so začeli razmišljati in načrtovati zaposlitve takoj po podpisu tega dogovora s sindikati, so vsaj v nekaterih zdravstvenih domovih izplavali, pa dosegli te normative. In naš velik izziv je, da se njihove dobre prakse čim bolj prepoznajo in da se razširijo po celi Sloveniji. Jaz bi še to poudaril, da 2 leti sta bili zamujeni. Takrat, ko je prišlo do podpisa tega famoznega sporazuma z vlado, je bilo jasno povedano, da dajemo vodstvom zavoda primeren čas, da stopijo v stik z zdravniki in da naredijo neko časovnico, kdaj bi lahko v posameznem zavodu. Mi nismo zahtevali, da to mora biti naslednji mesec ali pa isto leto. Skratka, želeli smo si samo, da se naredi nek organizacijski plan, kako bi to premostili to vmesno obdobje.
do takrat, ko bi lahko v posameznem javnem zavodu ti standardi in normativi stopili v veljavo. In še nekaj bi rad poudaril, da Fides je podpisnik tega aneksa, vendar standarde in normative ni pripravljal Fides, kakor se je napačno v nekaterih medijih pojavljalo. Pripravlja ga stroka za sodelovanje mnogih ljudi, ki delajo danes na zavarovalnicah, v menedžerstvu, v zdravstvu. Skratka, širok konsens ljudi je pripravil te standarde in normative, ki so živa stvar, se lahko sproti dopolnjujejo in seveda z leti lahko tudi prilagodijo trenutnim razmeram. Tako da problem imamo tudi v tem, da trenutno politika od prejšnje vlade naprej blokira sprejemanje standardov in normativov preko zdravstvenega sveta. Enostavno ni dovolj politične volje, da bi standarde in normativi dopolnili, da bi vse veje v zdravstvu pač prišle do svojega zdravja. Sicer pa so zdaj že večina bolnišnic začela uvajati, vsaj neko časovnico postavlja, ker na zadnjem srečanju gospoda ministra pa Kuštrina je bilo rečeno, da so neke tri oziroma nekaj takega, ki... Standardi in normativi so izpostavili najbolj pereče probleme in ti pereči problemi so bili v primarnem zdravstvu v vseh področjih, tako družinska medicina, pediatrija, ginekologija. Mogoče ste slišali, da je prišlo do dogovora na Onkološkem inštitutu, ker je bilo tudi veliko pomanjkanja zdravnikov, preobremenjenost in še slabo so bili plačani za tisto delo, za razliko od ostalih bolnišnic oziroma sredin, ki pač plačujejo nadurno delo tako, kot je dogovorjeno. Skratka, standardi in normativi so razgalili na določenih področjih hudo pomanjkanja kadrov in pričakujemo, da bodo pač vodstva teh zavodov konstruktivno pristopila in začela reševati probleme. Bojimo se, da če ne bomo reševali teh problemov in če ne bomo pozitivno gledali na zadeve, se nam bo dogajalo, da zdravniki ne bodo več hoteli teh, bom rekel, neprijetnih specializacij, ki so se zdaj izpostavile kot problematične. Želimo si, da bi zdravniki delali tisto, kar so si vedno želeli in da ne bi ostala delovna mesta odprta in s tem povzročila pomanjkanje zdravnikov na določenih področjih. Novi sindrom razpada javnega zdravstvenega sistema se nam zdaj nakazuje v tej obupni potezi, ki jo nekateri kolegi in kolegice napovedujejo, da ne bodo več sodelovali z ZZZS. To pomeni, da odlašanje, zavlačevanje rešitev, zavlačevanje problemov, ki so nakopičeni v zdravstvu, zdaj pospešeno razgrajuje javni zdravstveni sistem. To je grožnja, ki je pred mesecem ali dvema še nismo imeli. To, kar je predsednica Zdravniške zbornice po koncu svoje izjave opozorila. To bi zdaj morali vsi alarmni zvonci zvoniti.